or no. Kdaj bo tvoj merch available? Vas je kdaj approachala punca v fitnessu? Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Danes snemamo Q&A skupaj z Leotom in Vali tudi tu. Vali čila, tudi Ajki čila z nami. Nisem hotel pokazati v video. Ajkos noče biti v video. Smo dobili še kar zanimivih vprašanj, tako da jaz bi kar rekel, da začnemo spontano. Bomo šli, torej sem dal jaz story, je dal Leo story in bomo šli malo iz enega na drugega. Bomo začeli malo tako bolj z general in potem bomo šli bolj v juicy. Koliko časa že poznaš Leota in koliko časa Leo pozna Maxa? Pač realno, kdaj smo se spoznali? Spoznali smo se tako, da je nekaj ukradel mojo sliko. V glavnem zgodba je, pač to je realna zgodba. Na moji seriji ocenjevanja postav je nekdo, nek fake account, je poslal sliko od Leota pod fake imenom. Pod katerim imenom že? Kaj je bilo? Nema več, neko pač fake ime. Nek fake ime je poslal sliko od Leota in pač jaz takrat nisem še vedel za Leota, nisem sploh vedel, kdo je, in potem nekateri njegovi prijatelji so pisali v komentarjih, to je Leo Kokol, to je Leo Kokol, to je Leo Kokol, in potem sem jaz pisal Leotu kao, pizda, sorry, sem naredil ta video, ki si ti, ampak nisi ti, je nekdo poslal tvojo sliko, nisem vedel, potem je rekel, da pač ni. Smo se pač malo nasmejali, kako je bogi folk, ker ti si tudi, ti nisi odvedno v body sensu, ne? Ti si bolj nov. Ja, sem bil kakor nov. Oziroma takrat še nisem hodil v body sensu. Takrat potem si začel, ker sem te nekaj videl v fitnessu malo. Ja, polnemu. Polnemu, okej, no pol je začel hoditi v body sensu, smo se potem malo dobili v body sensu in potem vedno več, potem sem ga enkrat pač za pravo ceno in tako in potem smo začeli snemati video in evo, Gym Bro friendship je nastal zaradi tašnega čudnega dogodka, ful. To je to, tako da se poznamo recimo od aprila, Kaj gremo? Ja, se eno zanimivo. Ajde. Torej, vprašanje, če smo bili kdaj overweight? Overweight? Prava definicija overweight je po mojemu reč, ko si debel. Tako da jaz bom rekel, da overweight nisem bil nikoli, bil sem pa bolj buckast. Sigurno. Sem imel, pač ko sem treniral nogomet, ko sem bil bolj mlajši, ko sem treniral nogomet, ki nisem bil nič glede prehrane, glede unega, sem jedel samo kako sem hotel. Tam sem bil malo bolj buckast, malo bolj špehca, ampak overweight ne. Jaz sem bil lih obratno od overweighta. Jaz sem bil danes full skinny, pač tudi jaz sem treniral nogomet. In v bistvu mene je to ful začelo motiti, da so mi vsi govorili, naprimer, kar me je najbolj zmotilo, jaz sem pač full deloval za kor, ne. V bistvu so mi vsi govorili, ja Leo, ti imaš six-pack zato, ker si suh, ne. Ti sploh nisi nabit, si full suhce. Kar je v bistvu bilo do neke mere res, ampak v bistvu to je bila nekako motivacija, da sem začel delati bolj na masi, pač sem bil res skinny, tako res. Ja, ona slika je res. Pač če bomo našli kakšne slike naših preteklosti, bomo dali, tudi pokažem. Vprašanje je, če si bom kdaj naredil YouTube kanal ali pa začel snemati TikToke. Jaz sem rekel Leo, da naredi en video, kjer da njegovo sliko od before in pol da da neko sliko, kjer zdaj flexa, pač da vidi, ko 200,000 views so lagano. Samo jim ga pač Leo rekel, da ni za to. Ja, jaz ne znam delati tega, ne vem, se mi zdi, da nisem nik za te TikToke. Ja, TikTok je res tako posebna stvar. Ja. Mogoče YouTube v prihodnosti, če boš res šel resno v to, v ta competing, v bodybuildingu, Olimpija in to, pol tam si boš nabavil nekega tašnega videografera, kot ga ima Chris Bumstead, naprimer, da te bo snemal, kako delaš ti dan in ti bo on sedel in ti boš pač samo nastopal v videih. Ja, tako. Delamo vse v tej smeri, da sem lahko v bistvu najboljša verzija sebe in hočem imeti čim manj teh v bistvu distrakcij. To je to pač. To respektam, ne, ker je res pač, to je pač samo ena smer. Jaz, naprimer, jaz delam TikTok in to pač, TikTok je zelo posebna zgodba, ampak jaz YouTube, ko pač jaz res uživam v tem snemanju, jaz sem vedno hotel imeti ta YouTube, tako da jaz ful uživam v tem, uživam v treniranju, ampak tudi uživam v snemanju. Vsak ima svoje stvari, vsak ima svoje cilje. Kdo, se pravi, nekdo vprašal, kdo je izmed naju dveh zmagal v polaganju rok?
Oh, shit. To sploh ne rabimo probati, ker Leo... Si rekel, kdaj je to na videih? Nisi rekel? Ne. Povej to. Torej, pač jaz v bistvu manj kot hobi arm wrestling in to je dejansko šport in to treniram tipo že eno leto in pol. Mislim, da Max nima neki full šans. Ne rabimo sploh probati. Prvo, ker je Leo višji od mene, drugo, ker je 10 kg težji, tretji kot tretje, ker ima boljšo genetiko kot jaz in četrto trenira to, tako da... Ja, in pač Absolutno Leo. Če nima tehnike, Max pač v bistvu... Ja, ker je tehnika ful pomembna v tem. Ja, Si videl video, ki David Lay zmaga Chris Bumsteada zdaj? So delali nek gym Ja, shot sem videl, in David Lay zmaga Chris Bumstead, ki ima tako dvakrat njegovo roko. Vprašanje, ki smo dobili fulkrat je, koliko časa že trenirate, V bistvu v fitnessu sem redno od prejšnjega poletja. Predtem pač jaz sem treniral nogomet 12 let in sem hodil že v fitness, že od osnovne šole, ampak sem hodil tako. Hodil sem, ne vem, enkrat na 2 tedna in potem tisti mesec decembra, ko smo imeli fraj, sem hodil naprimer cel december. In od lani, ko sem potem nehal z nogometom, sem potem začel full on s fitnessom in uživam na tej poti res. Ja, jaz sem pač treniral nogomet 8 let. Kada v bistvu s fitnessom sem jaz začel poletje 2019 in sem prišel nekje, v bistvu to je bila prva faza, jaz sem v teh pol leta sem jaz prišel iz tipo 63 kg na nekaj čez 80 in potem sem v bistvu začel trenirati atletiko in sem jo v bistvu treniral do nekje junija. Tako da realno, kdaj sem jaz začel tako trenirati res na hardcore, je bilo pa v bistvu marec 2021. Jaz sem pač v bistvu marca 2021 začel res tako hardcore trenirati in pač si določiti nek split, ok, ponedeljek imam prsa, torek imam, pač push pull legs v bistvu. Ja. Kakšen je vaš cilj v fitnessu in v življenju? Moj cilj v fitnessu je tako, nek aesthetic look, naprimer meni so te, na kateri ciljam, je pač ta, naprimer David Lay, samo vem, da David Lay ni dosegljiv tašen fizik, ampak neki v stilu tašen, torej ne toliko mase, ampak da je res estetik. Naprimer, nekdo kot Lex Little ima meni tako zelo dobro postavo, glede na to, da je on netip. V lifeu pa v življenju, na kratko bi rekel, jaz bi rad bil vesel s tem, kar delam vsak dan in da sem pač lahko financially free. Pač jaz mislim, da je to. Zdaj je to ta pot, študiram, snemam videe, nekaj poskušam z denarjem, malo delam, malo investam, tako da to je trenutna, vem pa kamor hočem prijeti in to je pač, da sem vesel, brez nobenega stresa, financially freedom, healthy, full of friends and family, to je to. Ja, zdaj jaz sem pač star še vedno 17. Sem šel vedno v srednji šoli, tako da jaz kaj full od denarja, razen poleti bolj težko. Ampak okej, v bistvu se pravi, moj cilj s fitnessom je pač, ne vem, jaz imam zelo visoke cilje, tako da pač moj cilj je v bistvu Chris Bumstead. Je pač, ne, biti najboljši, Chris. Bodybuilding, high level competition bodybuilding. Mogoče se bo to z leti spremenilo, zdaj nisem še siguren, ampak mogoče se bo spremenilo. Zdaj, kar se tiče življenja, mene zelo veseli osebno trenerstvo. In v bistvu ta one-on-one coaching in naprimer to v živo, ko naprimer treniram koga, to me zelo veseli in tudi sem v bistvu kar dober v temu. In zato imam naprimer čim več, hočem dobiti čim več izkušenj in hočem čim več treningov narediti z mojimi prijateljicami in tako naprej. Bom rekel, da so moji poskusni zajčki. Poskusni zajčki. Ampak kar se tiče do zdaj, naprimer leg day, imam pač najboljši feedback od leg day in prsta naprimer, če je zdaj. Tako da v bistvu grem v tej smeri, nekako osebno trenerstvo, pa mogoče nekega dne, da imam svoj fitness, v svetu fitnessa in pač bodybuildinga in v bistvu healthy lifestyle. To tebi ne bo tako težko, pač boš končal srednje, si boš naredil ta neko licenco in itak pač folk vidi kakšen si, vejo, da nekaj veš in pač bojo prihajali k tebi za pač na svete. Ja. Najljubša firma, bom rekel najljubša firma za gym, najljubša firma. Gymshark. Ne. Ja. For my future. Evo, s tem pa lahko povežemo vprašanje, kdaj bo tvoj merch available. Ste že malo videli, pač nekaj časa nosimo te majice, te hoodie. To je pač moj projekt, ki ga zdaj razvijam in ko bo pripravljen, ga bom odprl tudi vam in če vam bo všeč, boste lahko kupili. Boste lahko podpirali mene. Hočem narediti nekaj, kar je kvalitetno, kar je všeč, glede dizajna smo že dosti dosegli, tako da
Sigurno letos ne, tako da jaz imam cilj naslednje leto, da launcham for my future gymwear bolj kot merch, ker ciljam bolj na ta nek gymwear merch, če že, nočem samo nek merch, da imam Fitmax, ker pač mi ni do tega. Pump coveri. Pump coveri so, to smo učvrstili. Zdaj pa moramo se razviti glede majčk, glede stringerjev in mogoče kakšnih hlač, tako da se razvijamo počasi. Kiro mišično skupino najraje treniraš? Noge. Noge. Noge, tako. Ne vem, pač tudi meni je ta leg day za Scottom zelo všeč. Bom rekel, res je tako epic training, bi rekel, ampak težko je reči. Ja, si je težko. Res je težko reči pač tako ampak po mojem še vedno bom po mojem odgovoril, ne vem, hrbet. Hrbet mi je res tako nice training. Pač mislim, da to vprašanje je že pač samo vprašanje, kaj je tvoja najljubša mišična skupina, pač ti kot fitnesser, ti je v bistvu vseeno, katera mišična skupina je, ker moraš vse, ne? Vsako, ki Ampak treniraš, bolj sigurno, ja. vsako, ki treniraš, moraš imeti muscle mind connection dober in moraš dati pač 100% na vsakem treningu. Zdaj, če bi rekel, ne vem, kje imaš najboljši muscle mind connection, jaz imam na primer noge definitivno, najmanj pa biceps. Ja, biceps je gnusno. Biceps na začetku, ko začneš trenirati, je najljubši, pol postane najslabši. Najljubša mašina v fitnessu? Incline Smith, oziroma Smith machine. Smith machine je kar, ja. Ja. Jaz bi rekel, če se to šteje kot mašina, jaz bi rekel cablesi, ne vem, meni so res cablesi všeč. Kot držijo napetost mišic, cablesi ne držijo nič. Edino mogoče dobiš pri Smith mašinu, to res. Ampak zdaj ne vem, če se to šteje kot mašina, ampak jaz bom rekel cablesi. Koliko kalorij je Leo na katu in koliko na bulku? To dansko vprašanje, pa res, ja, okej. Ja, na katu, ne vem, po moje 4500, na bulku, ne vem, 6000. Res je tudi, da pač Leo nikoli še ni katal zaprav. Torej, da bi prišel na shredded, single digit. Jaz sem pač, moj metabolizem v bistvu kata, ne, jaz ne katam nič. Moj metabolizem mene kata, ne, jaz poskušam prehiteti moj metabolizem, to je moja borba. Jaz ne morem pojesti dovolj, jaz moram outranati svoj metabolizem, to je največji problem. Do koliko kilogramov hočete priti na bulku? 100, 102. Trenutno si koliko? Ja, zdaj sem 92,5, 93. 100. Jaz sem trenutno na 81 in pač se počutim ful dobro, sem še vedno ful lean, tako da jaz bi rekel enih 88 sigurno, pa bomo videli, kako bom izgledal pri teh. Ker nočem se prehitevati, preveč maščobe si nabiti, ampak 88 bi rekel sigurno. Vas je kdaj approachala punca v fitnessu? Moji pogovori s puncami v fitnessu so, koliko imaš še? Še 2, okej. Jaz nisem bil approachan in jaz ne approacham, ker jaz grem v fitness za narediti trening oziroma za snemati trening, to je to. Leo, zdaj bomo Leo prepustili besedo, naj pove on svoje stvari. Ajde, naj pove. Mislim, to je vedno ful smešno, ker pač jaz treniram in pač ne pričakujem, da kdo prije tako, ne. In potem vidim tako pač, ne, prije ne punca in pač tako, kaj imaš Instagram, ne, si cela trese, potem jaz samo, dej, učilaj se, ja, imam Instagram, ja, dobiš, pač, ne. Tako da ja, se je že zgodilo in ja, okej, ja. Puščamo besedo. Zdaj, da sem jaz prišel do katere, to se zgodi ful redko. Ja, sem šel do ene, ja, okej. Sem šel do ene, priznam. Natty or not? To vprašanje za njega. Za mene vsi vejo, da sem neti. Jaz bom vedno neti, to je pač moja, jaz ne ciljam na noben competition, tako da meni to ne rabi. In vem, da lahko svoje natural limits pušam tudi limit. Ja, pač pa ne vem, zakaj je to vprašanje. Morda sem pač naraven, zdaj sem še daleč premlad za karkoli. Ampak v prihodnosti pa pač, če se odločim, tako se pa zna zgodi, da ne bom več bil. Kar se tiče tega, pač prvi dan oziroma prvič, ko bom pač, če bom vzel, okej, bom pač tudi povedal. In bom v bistvu dal pač v Instagram oziroma na pač poste bom napisal, da pač to ni naravno
dosegljivo. Ja. Najbolj pogosto vprašanje, neti. A razmišljaš da iti na igle in pilse? Če je, kako bi se tega lotili? Ste kdaj razmišljala o trenu? Tren ja ali ne? Tako da, evo, to je bil odgovor. Home workout ja ali ne? Absolutno ja. Če ste začetnik, za home workouti se lahko ful doseže. Home workouti so ful underrated, če ste res začetnik. Jaz vedno rečem, še posebej tistim mogoče malo mlajšim, ki me sprašujejo 12-13 let, takrat pač ne rabite še iti fitness. Doma ali pa od zunaj, na štangah se lahko dosti naredi neka podlaga in potem se začne v fitnessu pač stopnjevati, ampak doma svojo lastno težo, skleci, dipsi, počepi, karkoli se lahko ful doseže. Tako da absolutno home workout yes, za začetek. Za dosegati nekaj več, s home workouti težko, razen če imate gym doma, ampak to bolj več ni home workout, to je pač gym workout spet. In še za zadnje vprašanje, tako ful kar pomembno vprašanje je, se pravi, ko se v bistvu spopadati s temi insecurity, da ko boš ti prišel v fitness, da te bodo vsi judgeali, Twitche, ne vem, nisi nabit, pa pač si malo bolj overweight. Na najbolj preprost način, v fitnessu nobenega ne boli za ostale. Vsak gleda sebe, vsak gleda svoj trening in jaz vsaj osebno, če vidim nekega overweight, če vidim nekega skinny young kid, pač jaz sem cool, okej, ti hoče nekaj spremeniti in zdaj he went to work. To je pač ful slab stereotip, da v fitnessu folk judgea, zaradi tega potem pride tudi do ego liftinga, ker folk misli, da več ko bo dvignil, več bo respektan v fitnessu. Folk te bo respektal, ko boš ti reden, ko te bo vsak dan videl v fitnessu, ko boš spoštljiv, ne vem, če boš dobro izvajal vaje, če boš napredoval, ker jaz hodim v, na primer, Body Sense fitness že 3 leta in mogoče sem videl nekoga pred 3 leti in ga vidim zdaj in so čisto neka druga oseba, so se spremenili, so se pač pol rečem nice. Ampak to, da bi koga jaz, lej unega debelega, lej unega suhega, lej un dviga samo 60 na benču, ni šans. Koliko benčeš? Pač v bistvu je fora tega, da smo vsi začeli nekje. Nekateri imamo boljše genetike, nekateri imamo slabše genetike, nekateri, ne vem, smo trenirali že prej športe, nekateri nismo, pač smo vsi različni. V bistvu že s tem, ko ti prideš v fitness, vsaj od mene pač dobiš respekt, zato ker si prišel v fitness. In kaj pomeni to? Se pravi, hočeš nekaj spremeniti na sebi in delaš nekaj dejanja, ker pač zelo veliko ljudi meni govori, Leo, jaz bi rad, ne vem, dobil na mišični masi, jaz bi rad, ne vem, shujšal. In potem prije na 2 treninga in ga ni 3 tedne, pa prije na 1 teden trenira, pa ga spet ni 2 meseca, pač ni fore, res ni fore. In če hočeš kaj spremeniti na sebi, je pač treba nekaj govoriti in začeti delati. Upam, da treniraš zase, da delaš zase, in da ne treniraš za koga drugega, za zgledati za nekoga drugega. To je pač napačno. Treba trenirati zase, vsak ima svojo pot, vsak ima svoje cilje, biti konsistent, imeti dosti informacij glede kako trenirati, kako se prehranjevati. Tako da tu upam, da FitMax YouTube channel malo pomaga, če ne moj od 100 ostalih fitness influencerjev in coachov, ki dajo dosti content in know what you're aiming for. Glej na cilj in samo cilj te zanima. Ja, in pač vsi hejteri in vsi, ne, pač to samo nekaj ignoriraš. Tunnel vision, guys, tunnel vision is the way. In to je bilo tudi zadnje vprašanje današnjega Q&A. Jaz upam, da vam je ta stil video všeč, Q&A sem že enkrat naredil. Danes zgleda to, mislim, da je pač to nice add up na contentu, da povem jaz kaj, pove Leo kaj, pove Vali kaj, danes je bil ful zgovoren, ne povem dosti. Čim več poskušam kolebati, čim več poskušam involvati prijatelje in mislim, da to samo naredi moj content bolj rich with intensity in da je res pač dober content. Če ti je video bil všeč, pusti like,
klikni subscribe button in se joinaj našem familyju na našem roadu do 10k subs. Tako da subscribe, pofollowaj my boy Leo na Instagramu, če hočeš videti god slike. God slike, moj Instagram itak imate vedno dol, tako da če želite pofollowajte. Hvala za support, ki je lately na YouTubeu crazy. Hvala folk, ful mi to pomeni, ful appreciatam. Hvala, če si pogledal video do konca in se vidimo naslednjo sredo v novem YouTube videu ob 6.